Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovani visoki predstavniki javnih inštitucij, spoštovani visoki predstavniki gospodarstva, gospe in gospodje, dobrodošli na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, dobrodošli na strokovnem simpoziju Doprinos farmacevtske znanosti in izobraževanja gospodarske uspešnosti, ki ga skupaj organizirata Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani in sekcija farmacevtskih znanosti Slovenskega farmacevtskega društva. Vprašanje doprinosa farmacevtske znanosti in izobraževanja v gospodarski uspešnosti in ob ustrezni politiki posledično dobrobiti državljanov odpiramo danes kot dolgoročno aktivnost, ki se je že dokazala, zato je smiselno, da jo ustrezno podpremo. K temu prispevamo tudi z današnjim dogodkom, ki združuje akterje razvojnega trikotnika Akademija, industrija, družba. V čast nam je, da ste se odzvali povabilu in s tem doprinesli k oblikovanju dialoga, k oblikovanju ustvarjalnega okolja, viharjenja zamisli in končno k prenosu znanj in spoznanj med sektorji, ki, čeprav so si različni, med sabo ne smejo imeti pregrad. To je med akademskim, javnim sektorjem in civilnimi organizacijami, gospodarstvom ter oblikovalci in izvrševalci politik. Cilj dialoga je oblikovanje strategij in njihovo uspešno udejanjanje. Kaj je v tej smeri že narejenega in kakšne so nove možnosti in izzivi, bomo danes slišali v okviru predavanja in okrogle mize. Današnji dogodek posvečamo izjemnima dosežkoma, ki sta rezultat dela in ustvarjanja farmacevtske stroke in širšega področja ved o življenju. Počastili bomo prejem najvišjega priznanja Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k razvoju materialnih možnosti univerze in usposabljanju njenih sodelavcev, plaketo Pro Universitate Labacensi, ki jo je na predlog Fakultete za farmacijo prejel magister Vojmir Urler, ter obeležili pridobitev polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski raziskovalni infrastrukturi za translacijske raziskave EATRIS, European Advanced Translational Research Infrastructure. Vključitev Republike Slovenije v EATRIS je rezultat večletnih prizadevanj vodstva Fakultete za farmacijo in vlad Republike Slovenije. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je leta 2009 vložila izraz interesa za vključitev velike evropske infrastrukture, kar je takratna vlada umestila med prednostne mednarodne projekte na področju raziskovalne infrastrukture, določene z načrtom razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Sledil je javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številne aktivnosti na različnih nivojih, krogi pogajanj Slovenije s predstavniki ministrstva in EATRIS-a in rezultat več aktivnosti je polnopravno članstvo Slovenije v EATRIS-u. Nacionalna koordinatorka aktivnosti je profesorica dr. Irena Mlinarič-Raščan, ki je bila tudi gonilna sila v procesu pridobivanja članstva. Dostop do infrastruktur, do specifičnih kompetenc, v žargonu rečeno do hardvera in softvera sodobnih raziskav, bo nadgradil trenutne možnosti raziskovalnega in inovativnega ustvarjanja ter medsebojnega povezovanja z izvajalci farmacevtsko-medicinskih storitev in drugimi akterji na področju ved o življenju. Vzporedno z mednarodnimi aktivnostmi je Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani ustanovila infrastrukturni center za translacijske raziskave na področju raziskav in razvoja zdravil, EATRIS Translacijska iniciativa Slovenije. Center je bil ustanovljen na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Agencije za raziskovalno dejavnost 2013, skladno z nacionalnim načrtom razvoja raziskovalnih infrastruktur za obdobje 2011-2020. In to prav z namenom vključevanja v velike evropske infrastrukture. Zavedamo se namreč pomena
sodobne infrastrukture na področju raziskav in razvoja vzdolž celotnega cikla zdravil, imenovanih tudi translacijskih raziskav, in dejstva, da lahko vrhunske kadre vzgajamo in izobražujemo samo v učnih bazah z najsodobnejšo opremo in z dostopom do najsodobnejših tehnologij doma in v partnerskih inštitucijah. Seveda pa niti infrastruktura, niti dostopnost do infrastruktur ne zadoščata za uspešen razvoj, saj gre za orodja, ki omogočajo soočanje z izzivi. Vsebina pa je tista, ki je ključna za razvoj in blagostanje. Na fakulteti za farmacijo vidimo vsebino v razumevanju celotnega cikla raziskav in razvoja zdravil od ideje, raziskav tarčnih modelov, učinkovin in delovanja, vključno z laboratorijsko diagnostiko, razvoja učinkovin in dostavnih sistemov, tehnološke izdelave, analiz, zagotavljanja kakovosti, preskrbe, izdaje, svetovanja, postmarketinških raziskav, farmakovigilance in ponovno v krog raziskav in razvoja. To je translacija ali prevod zamisli v izdelek in storitve, ki z novimi idejami in informacijami ponovno odpirajo in dajo zagon raziskovalnemu ciklu za izboljšanje kakovosti zdravil, za izboljšanje kakovosti storitev, za izboljšanje varnosti pacientov. Hkrati pa izboljšujejo pedagoški proces in pripravljajo na diplomante na izzive naslednjih desetletij. Vsebina na področju farmacije je zelo kompleksna in zahteva ustrezno integriranost tako infrastruktur kot subjektov. Na fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani smo se zato aktivno lotili povezovanja slovenske akademske sfere in deležnikov v verigah vrednosti, od raziskovalnih inštitucij, industrije, javnih zdravstvenih zavodov, kot so klinični centri, do regulatornih organov, kot je Javna agencija za zdravila. In oblikovali pobudo C3C na temo translacijskih raziskav, ki smo predstavili na investicijski konferenciji o strategiji pametne specializacije Slovenija junija 2015. Pobuda C3C je partnerstvo na osi življenjskega cikla zdravila in integrira bazične in aplikativne raziskovalce, klinične raziskovalce, strokovnjake v proizvodnji ter zakonodaji ter zdravstvene delavce v farmacevtski in zdravstveni oskrbi. Aktivno smo se povezali s partnerji v verigah vrednosti in se v obliki 4 konzorcijev prijavili na javni razpis spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov v okviru aktivnosti strategije pametnih specializacij. In sicer prvo Farm Bioforum, razvoj naprednih farmacevtskih in biofarmacevtskih oblik in novih dostavnih sistemov. Drugo CEDRA, Center zdravil naravnega izvora. Tretje kakovostno staranje, Fit for Age. Četrto, obnovljivi naravni viri lokalnega izvora za inovativne dermokozmetične izdelke in razvoj turizma. V naslednji fazi smo podprli ustanovitev inovacijskega grozda, SRIPA, na področju zdravja in medicina v okviru slovenskega inovacijskega stičišča Evropskega gospodarskega interesnega združenja, kjer želimo vsebinsko in organizacijsko oblikovati našo skupno prihodnost. Fakulteta za farmacijo ni in tudi ne želi biti samo pedagoška ustanova, ki poučuje znanja in vedena ustvarjena drugje. Mi gradimo na lastnem ustvarjanju znanja v povezavah znotraj in izven Slovenije in tak pristop načrtujemo tudi v prihodnje. Zato hkrati z izobraževanjem razvijamo raziskovalno miselnost in delo v povezavi z gospodarstvom, javnimi zavodi in z državnimi inštitucijami, ki oblikujejo pogoje sistemskega delovanja. To je naša tretja dimenzija univerze ali vpetost fakultete v širše družbeno okolje. Kaj lahko damo več družbi, kjer je farmacevtska stroka zagotovo ena njenih pametnih usmeritev, da ne uporabim izraza pametnih specializacij. Ko govorimo o visokem deležu bruto nacionalnega dohodka, ki ga ustvarja farmacija, nimamo v mislih samo 2 največjih industrijskih subjektov, za slovenske pojme bi lahko rekli kar gigantov, temveč tudi večje število manjših, pa tudi pomemben prispevek lekarniške mreže,
ki s kognitivnimi storitvami omogoča učinkovitejšo rabo delovne sile zaradi manj bolniških in cenejše javno zdravstvo zaradi manj zapletov zdravil. In kakor fakulteta za farmacijo ni in ne želi biti samo pedagoška ustanova, pa tudi ni in ne namerava postati samo razvojni oddelek industrije. Fakulteta za farmacijo potrebuje pogoje za lastno raziskovalno delo, da bo v ustrezni kondiciji za podporo delodajalcem v obeh segmentih, javnemu in gospodarstvenemu, tako z ustrezno izobraženimi in usposobljenimi diplomanti, kakor tudi s prodornimi raziskovalci za reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov. Vzdrževanje take kondicije ni poceni. Gradi se jo na dolgi rok, izgubi pa hitro. In zmotno je mišljenje, da 25% znižanje sredstev za pedagoško in raziskovalno delo, ki smo ga bili deležni leta 2012 in še kar traja, ne vpliva na raven te kondicije. In konec koncev vse eno, ali tem raziskavam rečemo bazične v klasičnem pomenu, ali pa jih le tako imenujemo v translacijskem pomenu globalne znanosti in njene aplikacije v slovenski prostor z lastno dodano vrednostjo. Seveda se kot del javnega sektorja še kako zavedamo, da mora gospodarstvo ustvariti sredstva, ki se iz proračuna stekajo v izobraževalno in raziskovalno sfero. Toda najuspešnejši deli slovenskega gospodarstva, med katere zagotovo sodi farmacevtska industrija, so taki tudi zaradi ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrov, v našem primeru farmacevtov, in močne podpore iz javne raziskovalne sfere, vključno s fakulteto za farmacijo. In zato smo danes tukaj, da pogledamo, kje je pot, ki nam omogoča skupen zagon. In zahvaljujem se vam za udeležbo. Kot sem rekel, iščemo zagon za razvoj, ne pa zgolj preživetja, no to pa blokado in zaton. Ne delamo si ustvar, da bo en simpozij rešil vse težave, ki jih imamo. Težav je mnogo in rešujemo jih vsak dan sproti. Kratko in dolgoročno, večinoma zelo uspešno in tudi odlično. Želimo pa ustvariti pogoje, da bi na fakulteti zraslo še več uspešnih in prodornih diplomantov, med katerimi danes posebno čast izrekamo magistru Vojmirju Urlepu, magistru farmacije. Magister Urlep je že več kot četrt stoletja zunanji sodelavec fakultete. Čeprav ni zaposlen na fakulteti, v svojih stikih, posvetih z medijsko odzivnostjo, izjavah in poklicnih socialnih omrežjih izkazuje pripadnost Univerzi v Ljubljani in fakulteti za farmacijo, čimer širi njeno ime izven akademske sfere in izven meja Slovenije. S svojim pedagoškim delom prenaša znanja in izkušnje iz realnega konkurenčnega sveta farmacevtske industrije v akademsko okolje in s tem dviguje kakovost pedagoškega procesa. Povečuje mednarodno konkurenčnost diplomantov fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in prispeva k večjemu zavedanju bodočih sodelavcev o nujni povezanosti med gospodarstvom in akademsko sfero. Svojimi neposrednimi in posrednimi aktivnostmi na področju inovativnih in celovitih projektnih sodelovanj med gospodarstvom in fakulteto oziroma univerzo omogoča hkrati tudi usposabljanje in rast kompetenc zaposlenih na univerzi. In zdaj vas vabim, magister Vojmir Urlep, da nas nagovorite s predavanjem na temo farmacevtska industrija na razpoti. Spoštovani zbor, prijazen pozdrav tudi z moje strani. V temle kratkem in upam, da ne preveč duhamornem prikazu bom skušal popeljati skozi nekatere ključne spremembe in izzive, ki še bolj pa bodo oblikovale nadaljnji ustroj in razvoj farmacevtske industrije v globalnem okolju, posledično pa seveda tudi farmacevtske industrije v našem domačem slovenskem okolju. Pri tem bi vas opozoril, da se lahko nekateri podatki, ki jih bom navajal, močno razlikujejo odvisno od vira, ki ga zajamete, kar kaže na težave pri pridobivanju, zbiranju in obdelavi podatkov, kot tudi na različne metodologije in definicije, ki jih pač posamezni viri uporabljajo, ko zbirajo te podatke in jih oblikujejo v neko pregledno obliko. Če pogledamo najprej nekatere ključne spremembe, ki najbolj
našo panogo, ampak tudi naše življenje nasploh. Mednje prav gotovo sodijo demografske spremembe. Po številnih ocenah naj bi do leta 2030 na Zemlji živela dodatna milijarda ljudi in eden od 3 naj bi bil starejši od 50 let, kar je seveda za našo panogo zelo pomemben podatek, saj vemo, da se starostjo poraba zdravil eksponencialno povečuje. In še en pomemben podatek, kar 70% vseh bolezni bo kroničnih, kar je spet pomemben podatek za farmacevtsko industrijo, kajti kronična terapija sodi med tista področja, ki so za panogo kot tako seveda najbolj zanimiva. No in vkolikor bi se trendi sedanjosti prenesli tudi v prihodnje obdobje brez radikalnih sprememb, bi se do tega leta stroški za zdravstvo podvojili, kar je seveda nesprejemljivo, ne samo pri tistih okoljih, ki se spopadajo z velikimi težavami pri financiranju zdravstva, ampak tudi pri najbogatejših državah. Posledično narašča pritisk na cene zdravil in to postaja ena najbolj aktualnih tem, o čemer morda nekaj več ob zaključku tega prikaza. Poglejte, kot zanimivost navajam samo en podatek, en izračun, ki kaže, da če bi zmogli zamakniti nastop Alzheimerjeve bolezni samo za 5 let, bi samo v Združenih državah Amerike do leta 2050 prihranili 367 milijard ameriških dolarjev. Ker je vsekakor številka vredna vsakega spoštovanja. No in sočasno s temi spremembami v okolju izrazito hitro napreduje tudi znanost, tehnologija, kar izrazito posega v ustroj in delovanje naše industrije. Kaj to posledično pomeni? Posledično seveda pomeni, da se mora industrija ustrezno odzvati na te spremembe, da pa se lahko ustrezno odzove, mora natančno razumeti, katere te spremembe so in kakšne bodo njihove posledice. Bodisi, da gre za nove pristope k zdravljenju, kot posledica uvajanja novih tehnologij, kot recimo izrazito hitrega razvoja nekaterih novih področij, kot je regenerativna medicina in pa preventiva, razvoj popolnoma novih pristopov v terapiji, kot so celične terapije. Na področju trženja bo eno ključnih vprašanj financiranje zaradi že omenjenih dejavnikov, dostopnost do zdravil, o čemer nekaj več kasneje, in pa še eno vprašanje, ki postaja vedno bolj pomembno v farmacevtski industriji, etičnost njenega delovanja, kajti številne afere v zadnjih letih so ugled farmacevtske industrije dodobra načele. Farmacevtska industrija se je na to odzvala z različnimi pristopi, z oblikovanjem tako imenovanih kodeksov ravnanj, z sprejemanjem določenih zavez, ki seveda temeljito preoblikujejo način njenega nastopanja na trgu. Soočamo se z nekaterimi področji, ki v preteklosti niso bila tako pomembna, namreč vse bolj narašča količina podatkov,
ki jih je potrebno ustrezno zajeti, obdelati in seveda na osnovi tega potem priti do ustreznih zaključkov, ki pomenijo osnovo za sprejemanje odločitev. Smo nekako na začetku razvoja tako imenovane personalizirane medicine, čeprav smo nekaj podobnega pričakovali že 20 let nazaj, vendar se ni udejanilo, no zdaj pa številni razvojni projekti na tem področju kažejo, da je obdobje personalizirane medicine, se pravi individualnega pristopa k zdravljenju bolnika, dejansko pred vrati in pa smo že intenzivno vstopili v obdobje, ko bo neposredni rezultat zdravljenja tisti, ki bo pravzaprav določal povračilo farmacevtski industriji, temu bi stujko lahko rekli outcome-based ali pa value-based pricing. No, zdaj pa nekaj podatkov za lažje razumevanje, kaj se pravzaprav dogaja. Če pogledate to sliko, kako je porazdeljena vrednostno poraba zdravil, vidite, da Severna Amerika, to sta Združene države Amerike in Kanada, vrednostno porabi skoraj polovico vseh zdravil. Če pogledamo Severna Amerika, Evropa in Japonska skupaj, 80% vseh zdravil. No in to je tisto, kar je bilo mišljeno pod dostopnostjo do zdravil, se pravi vsi preostali, vrednostno gledano, porabijo samo 20% aktualne porabe zdravil. Seveda, če gledamo količinsko, je slika nekoliko drugačna. Kaj so tisti dejavniki, ki pospešujejo porabo zdravil? Že omenjeno starajoče prebivalstvo, kronične bolezni, nove terapije, rast nekaterih tako imenovanih vzhajajočih trgov, to so trgi Kitajske, Indije, Brazilije, Mehike, Turčije, Rusije, če naštejem samo nekatere, in pa seveda rast generičnih in podobnih bioloških zdravil, pa še številni drugi dejavniki, ki jih ne bi tukaj navajal. Kaj je tisto, kar zavira rast porabe zdravil? Pritiski na cene, iztekanje patentov, kjer pač vstop, zdaj govorimo vrednostno, kjer vstop recimo cenejših generičnih ali pa podobnih bioloških zdravil seveda zavira vrednostno rast skupne porabe in pa ekonomska, geopolitična nestabilnost, ki se vedno znova pojavlja na posameznih žariščih širom sveta. Če pogledamo zdaj to zgodbo po posameznih regijah skozi daljše časovno obdobje, vidimo sicer, to je slika za ves svet, vidimo rast skozi celotno obdobje, vendar je stopnja rasti precej dinamično porazdeljena. Glede na to, da Severna Amerika predstavlja polovico svetovne porabe, vrednostno je jasno, da je ta slika zelo podobna zgornji sliki. Je pa precejšnja razlika za preostali dve regiji, za Evropo in pa tako imenovane vzhajajoče trge emerging markets, kjer vidimo, da sicer imamo v obeh primerih rast, vendar, če gledamo stopnjo rasti, vidimo, da se v obeh primerih postopno znižuje. Če pogledamo največje trge, seveda ne preseneča, na vrhu so v vseh treh obdobjih Združene države Amerike, Japonsko na drugem mestu v letu 2015 že zamenja Kitajska, ki se bo predvidoma močno utrdila na drugem mestu v letu 2020. Indija
se bo v letu 2020 prebila med prvih 10, ostale države malenkostno spreminjajo svoja mesta na tej lestvici. Slika ni presenetljiva, glede na to, da smo rekli, da Severna Amerika, Evropa in pa Japonska predstavljajo 80% svetovne porabe zdravil vrednostno gledano. Če pogledamo porabo po različnih kategorijah zdravil, pogledajte najprej zgornjo sliko. Največji del predstavljajo zdravila na recept, brez generikov in nižjih zdravil, torej tako imenovana inovativna zdravila, nova zdravila. Generična zdravila so označena sivo, predstavljajo sicer rastoči del, vendar v primerjavi z celotnim trgom relativno manjši delež. No in tukaj vidite, da prihaja do te izrazite razlike v podatkih, odvisno od vira. Če vzamemo en drugi vir, vidite, ne, tukaj je prodaja samo generičnih zdravil, kot jih navaja ta vir, so vrednosti skoraj da 3-krat višje. Tukaj gre predvsem za razliko v definiciji, kajti ta vir med v bistvu generična zdravila šteje pravzaprav vsa zdravila, ki jim je že potekla patentna zaščita, pa če tudi so to v bistvu originalna zdravila, ki se vedno trži tisti, ki je to zdravilo tudi odkril in razvil, kategorije zdravil. Dodaten problem predstavlja tole, da se meja med originatorskimi in generičnimi podjetji vse bolj nekako zamegljuje, kajti vse več imate velikih farmacevtskih koncernov, ki imajo znotraj koncerna tako raziskave in razvoj novih zdravil, kot razvoj generičnih zdravil in seveda družbe, ki se ukvarjajo z zbiranjem in analizo podatkov, potem težje v bistvu prihajajo do jasnih razmejitev med posameznimi kategorijami zdravil. Naslednji trend, ki je značilen, vidite na tej sliki, biološka zdravila postopno, vendar nezadržno pridobivajo na pomenu. Če pogledamo, je njihov delež med prvimi 100 zdravili v obdobju 2008-2009, 2008-30% in bo prišel nekje na 50% v letu 2022. Oziroma bojo biološka zdravila v celoti predstavljala približno tretjino celotnega trga zdravil v letu 2022, medtem ko klasična zdravila na osnovi malih molekul pa približno 70%. Zanimivo je morda pogledati tudi povprečno vrednost prodaje, predvideno v letu 2022, za biološka zdravila 3,8 milijarde v enem letu, za klasična zdravila 3,1 milijarda. No in če pogledamo sliko danes, med prvimi 10 najbolje prodajenimi zdravili je kar 7 bioloških zdravil in v bistvu vsem 7 bo do leta 2020 iztekla patentna zaščita, kar pomeni, bodo na trg vstopila podobna biološka zdravila. Če pogledamo, kakšno je predvidevanje, kdo bodo vodilni proizvajalci v letu 2022, sta na prvih 2 mestih švicarski velikanki Roche in Novartis in potem naj bi sledile ostale velike farmacevtske družbe. Stopnje rasti, kot so označene tukaj, zelo variirajo, odvisno od tega, v katerih terapevtskih skupinah
so posamezne družbe najbolj aktivne in kakšna je trenutno patentna situacija obstoječega nabora njihovih izdelkov in seveda, kako bogat je njihov razvojno-raziskovalni program. Če pogledamo zgodbo po terapevtskih skupinah za obdobje od 2010 do 2020, najprej za svet, potem vidimo, da so nekatere skupine izrazito izstopajo, predvsem so to onkološka zdravila, zdravila za prebavni sistem in zdravila, ki delujejo na presnovne procese in zdravila za različne bolezni živčnega sistema. Seveda se ta slika zelo razlikuje, ko gremo po posameznih regijah. V Severni Ameriki je slika zelo podobna kot za ves svet. Če pa gremo na razvijajoče trge, pa vidimo, da je slika tukaj drugačna, da najbolj izstopajo poleg teh že omenjenih zdravil, antiinfektivi sistemski in pa zdravila za različne bolezni kardiovaskularnega sistema. No, tisto, kar je pomembno poudariti, je pa naslednje. V letu 2016 so vodilna 3 terapevtska področja po prodaji onkologija, potem srčno-žilne bolezni in pa protibolečinska terapija. V letu 2021 bo onkologija še utrdila svoj položaj na prvem mestu, na drugem mestu bo diabetes in na tretjem mestu avtoimunske bolezni. Tisto, kar je značilno za ta 3 področja, je, da so vsa 3 tako ali drugače povezana z staranjem populacije in pa seveda z vedno uspešnejšim razvojem novih zdravil na teh področjih. Kot rečeno, onkologija bo krepko na prvem mestu in posebej bi upozoril na področje imunoonkologije, ki zaenkrat obeta največ, kar kaže tudi tale slika. Če primerjamo odstotek preživetja in pa čas, klasična terapija, imunoterapija in pa kombinirana terapija, vidimo, da so preskoki vsekakor značilni in izjemno pomembni za to zelo zahtevno in zaenkrat še vedno ne dovolj dobro pokrito raznoliko področje. Seveda gre za zelo široko področje, kjer imamo zelo različne pristope, med katerimi je trenutno daleč najširša skupina monoklonskih protiteles. No in zdaj, kakšni so pa odzivi farmacevtske industrije na vse te spremembe? Zelo raznoliki. Če pogledamo, rekli smo, da smo nekako na začetku obdobja tako imenovane personalizirane medicine in farmacevtska industrija vsekakor je tista, ki bo igrala ključno vlogo na tem področju in jo že igra. Številne velike farmacevtske družbe že zelo intenzivno razvijajo nova zdravila na tem področju, poleg tega pa intenzivno razvijajo tudi potrebno diagnostiko, ki je predpogoj za to, da lahko seveda uveljavimo ta pristop. Inovativnost, kreativnost še naprej ostaja ključno gonilo in usmeritev farmacevtske industrije, čeprav nekatere velike farmacevtske družbe tudi znižujejo nekoliko vlaganja v razvojno-raziskovalno dejavnost in se deloma usmerjajo na nekatera mejna področja, ki
s katerimi pravzaprav zmanjšujejo tveganje in pa stroške razvoja. To so področja recimo razvoja zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil, potem diagnostike in še nekatera podobna področja. Drugo področje, seveda, ki bo korenito in oblikovalo ali pa preoblikovalo samo panogo, je področje tehnoloških novosti na najrazličnejših področjih, med katerimi seveda igrata pomembno vlogo digitalizacija in pa avtomatizacija, tako v razvoju kot potem v proizvodnem delu. Vse boljše poznavanje bioloških sistemov in pa prehodi od sedanjega načina proizvodnje v neke popolnoma nove, drugačne načine kontinuirane proizvodnje, kar bo kakšna beseda še potem na naslednji prosojnici. Potem je sprememba poslovnih modelov in pa v bistvu umeščanje farmacevtske industrije v širše družbeno okolje, v katerem deluje. In če to zdaj pogledamo nekoliko podrobneje, kot rečeno, napredek znanosti je tisti, ki bo še naprej ključno zaznamoval samo panogo, z poudarkom na prehodu od množične terapije, če se lahko izrazim one size fits all, k vse bolj usmerjeni, individualno naravnani, personalizirani medicini, za katero je ključnega pomena ustrezna diagnostika in pa hiter in nezadržen razvoj genomike in proteomike, kjer skušamo pač v množici bolnikov z na videz sorodnimi težavami jasno določiti podgrupe, podskupine, ki se bodo najbolje odzvale na določeno zdravilo ali pa ki bi eventualno pri uporabi nekega zdravila lahko bile dodatno prizadete zaradi neželenih učinkov. Tehnologija, kot rečeno, eno od področij, ki postaja vse bolj zanimivo, tudi mi smo vpeti v to, je prehod od sedanje serijske proizvodnje v koncept kontinuirane proizvodnje, ki na nek način povečuje stabilnost, zmanjšuje tveganja, da bo šlo karkoli narobe in hkrati seveda predstavlja učinkovitejši in bolj ekonomičen način izvajanja proizvodne in izdelave zdravil. Razvijajo se procesno-analitske tehnologije, izjemno pomembno področje je področje tako imenovanih big data, masovnih podatkov. Farmacevtska industrija se z naraščanjem regulatornih zahtev sooča z eksponencialno rastjo podatkov, ki jih je potrebno obdelati in ustrezno ovrednotiti, in seveda pri tem je potrebno pač uporabiti nove pristope, ki omogočajo ustrezno obdelavo in uporabo teh podatkov. Robotizacija tudi v naši panogi postaja vse pogostejša. Druga sprememba v samem poslovnem modelu je konsolidacija, to je morda tista, ki je najbolj vidna, tako v inovativni kot v generični industriji se nadaljuje trend prevzemov in združitev. In če pogledate tale podatek, v 20 letih je iz 60 farmacevtskih družb nastalo 10. Se pravi, z združitvami in prevzemi se je število akterjev zmanjšalo za 6-krat. Tukaj je samo 5 primerov konkretnih, kako so potekali ti prevzemno-združitveni procesi v okviru panoge, in to je trend, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih. Razlogi za to so zelo različni.
od tega, da se družbe soočajo z sušo v svojem razvojno-raziskovalnem naboru in poskušajo to sušo premostiti z nakupom drugega farmacevtskega podjetja, ki ima nekoliko bogatejši nabor izdelkov ali pa ima nabor izdelkov, ki je bližje trgu, kot pa tisti, ki jih ima pač ta družba v lastnem razvojno-raziskovalnem naboru, do tega, da jim to omogoča vstop in povečanje tržniške moči na posameznih trgih, dostop do novih tehnologij in še kakšna druga področja. Naslednji odziv je osredotočanje, fokusiranje. Poglejte, še kakšno desetletje nazaj je bila povprečna farmacevtska multinacionalna družba v svojem razvojno-raziskovalnem delu aktivna nekako na 8 do 10 terapevtskih področjih. Danes je to število skrčeno nekje na 4 do 6, se pravi približno prepolovljeno. Z nekaterih področji se je farmacevtska industrija skoraj da v celoti umaknila, recimo tako področje je področje sistemskih antiinfektivov, kar seveda v pojavu vse bolj rezistentnih sevov mikroorganizmov povzroča dodatne skrbi, kaj bo, ko bodo dokončno padli zadnji uspešni terapevtiki na teh področjih. Če pogledamo področje onkologije, vidimo, da imamo nekako 3 do 4 ključne akterje na tem področju. Tukaj je predvidena stopnja rasti v tem obdobju, tukaj je tržni delež in velikost kroga vam pokaže, kakšna je nominalna vrednost od njihove prodaje na tem področju. Podobno recimo je na področju antidiabetikov, kjer imamo enega izrazito vodilnega igralca, ali pa na področju recimo antireumatikov, ravno tako enega vodilnega igralca. Skratka, dejstvo je, to, kar sem povedal, razvoj novega zdravila postaja vse dražji in tveganje razvojnega neuspeha vse večje. Zato je pač bilo potrebno zmanjšati število terapevtskih področij, na katerih so farmacevtske družbe aktivne, da zagotovijo kritično maso znanja in kompetenc, ki daje kolikor toliko spodobno verjetnost, da bo taka farmacevtska družba dejansko uspela odkriti in razviti novo zdravila na tem področju. No, in naslednji odziv je preusmerjanje od ponudnika izdelka k ponudniku storitve. Tukaj vstopajo različni igralci, s katerimi se farmacevtska industrija povezuje, bodisi da jih kapitalsko prevzema oziroma se kapitalsko z njimi povezuje, ali pa stopa z njimi v partnerstva, ki imajo neka specifična znanja in razvijajo izdelke na specifičnih področjih, ki pa so lahko še kako pomembna pri tem prehodu od ponujanja izdelka zdravila do ponujanja neke storitve. Če povem en tak primer, bil sem osebno prisoten na predstavitvi firme Google Health, s katero sodeluje naša divizija Alcon, ki je del Novartisa, ki razvija očesne leče z vgrajenim senzorjem za merjenje nivoja glukoze v solzni tekočini, ker obstaja jasna korelacija med koncentracijo glukoze v solzni tekočini in v krvi, in ki bo seveda, vkolikor bo dosežena dopustna meja, vizualno signalizirala, da je meja dosežena in opozorila bolnika, da je potrebno ustrezno ukrepati. Hkrati je seveda možen
prenos obvestila tudi njegovemu lečečemu zdravniku z uporabo pač preko sodobnih tehnologij na področju povezljivosti. Google Health ima tudi v razvoju celo vrsto miniaturnih senzorjev, pravzaprav nanosenzorjev, ki lahko merijo zelo različne biokemične parametre v organizmu in je pravzaprav pred tem, da združi množico takih senzorjev v primeren dostavni sistem, ki bo pravzaprav nenehno meril v organizmu te parametre, podatke oziroma odčitke sproti online prenašal zunanjemu mediju in seveda na ta način omogočal nenehen nadzor nad stanjem v organizmu. Kot zanimivost bi povedal, da glavni problem, ki ga imajo, je, da za številne od teh parametrov, ki bi jih želeli spremljati, zaenkrat na globalnem nivoju še ni določeno jasno, kje so meje normalnega razpona. In so trenutno v dialogu z Svetovno zdravstveno organizacijo, da se zdefinirajo meje, znotraj katerih nihanje podatkov še označuje normalno stanje oziroma kje se začne neko patološko abnormalno stanje, ki je potem razlog za določeno ukrepanje. Tako da razvoj teh tehnologij je izjemno hiter in seveda farmacevtska industrija ima tukaj velik interes, zato se intenzivno povezuje z tovrstnimi družbami in v skupnem razvoju išče v bistvu najboljše priložnosti. No in še vpetost v družbeno okolje. Že iz celotnega tega izvajanja je jasno, da se farmacevtska industrija vedno bolj povezuje z drugimi deležniki v okoljih, v katerih deluje. In tukaj imate eno tako razvejano mrežo od začetka raziskav do seveda končne faze trženja nekega zdravila na trgu, kjer vidite, da vzdolž te poti obstajajo številna sodelovanja, številna partnerstva, ki temeljijo na najrazličnejših platformah, vendar kaže na to, da so časi, ko je farmacevtska industrija sama razvijala nova zdravila in poskušala v bistvu te razvojne procese čim bolj zapreti, definitivno mimo in prihodnost zahteva drugačen, mnogo bolj odprt pristop in mnogo več sodelovanja z institucijami v okolju, v katerem panoga kot taka deluje. Pogled v prihodnost, kot rečeno, zaznamovale ga bodo številne tehnologije, ki na prvi pogled niso neposredno povezane z panogo, vendar, ko pogledamo nekoliko bližje, ugotovimo, da lahko še kako pripomorejo, da skupaj dosežemo tisti cilj, to je dobrobit bolnika. No in naj zaključim morda na nekoliko banalen, pa vendarle še tako relevanten način. Prihodnost farmacevtske industrije je odvisna tudi od te fotografije, ki jo vidite tukaj in ki kaže srečanje 6 glavnih izvršnih direktorjev, 6 velikih farmacevtskih družb in še 3 predstavnikov ameriškega združenja inovativne farmacevtske industrije z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Med tem je bil tudi naš glavni izvršni direktor, gospod Joe Jimenez. In rezime tega prvega srečanja lahko strnemo nekako v 3 točke. Prvi 2 sta jasni zahtevi in pričakovanji gospoda Trumpa,
da bo farmacevtska industrija korenito znižala cene svojih zdravil in da bo vrnila delovna mesta v ZDA. Tretja je pa, kaj jim ponuja v zameno. V zameno ponuja potencialne davčne olajšave in pa hitrejši in enostavnejši postopek za pridobivanje dovoljenj za promet, kar pa je že naletelo na precej mešan odziv v sami industriji, ker to seveda, če bo izpeljano na neustrezen način, lahko bistveno zmanjša varnost za bolnike. Kako bo politika novega ameriškega predsednika dejansko vplivala na razvoj te panoge, je v tem trenutku težko predvideti, tako kot tudi druge vplive njegovih ukrepov. Počakajmo, malo bo to bolj jasno. V vsakem primeru pa, če se vrnemo nazaj na izhodišče in se spomnite, da ZDA predstavljajo skupaj s Kanado skoraj da polovico vrednostne porabe zdravil v svetu, je popolnoma jasno, da je ni farmacevtske družbe, ki bi tvegala, da je zaradi protekcionističnih ukrepov nove ameriške administracije izločena iz tega trga ali pa močno omejena pri delovanju na tem trgu. Doktor Albina Kralja, da nam na kratko opiše pravzaprav dogajanje pri vključevanju Republike Slovenije v velike evropske infrastrukture. Mi vsi se nekako bolj zavedamo pomena vključitve naših kolegov fizikov v velike infrastrukture CERN-a. Na področju biomedicine nimamo tako velikih infrastruktur. Bom pa zdaj dr. Albina Kralja prosila, da nam vseeno pove, kaj so vlade Republike Slovenije v preteklih letih uspele za področje biomedicine pač doseči znotraj proračuna, ki seveda to mora omogočati. Ja, najlepša hvala. Dovolite še z moje strani en pozdrav, pa seveda tudi strani našega vodstva, ki je, kot ste slišali, vpet v druge zadolžitve, ampak prenašam seveda tudi sporočilo podpore tovrstnim prizadevanjem, sploh v okviru tega, kar se dogaja na področju raziskovalne infrastrukture. Ja, tema prioritete ministrstva na področju raziskovalne infrastrukture in projekte ATRIS pred nas postavita dva ključna pojma. Torej, prioritete na področju raziskovalne infrastrukture pa projekte ATRIS. V obeh primerih lahko rečemo, da gre za neko pozitivno zgodbo. Torej, Republika Slovenija ima strategijo in sicer že kar nekaj časa, od leta 2014, kot ste že uvodoma slišali. In kot drugo, kot država, torej kot država in tudi kot strokovna javnost smo se tudi uspeli, kot ste slišali, v konkretni projekte ATRIS smo se uspeli vključiti formalno in polno v lanskem letu. Seveda pa gre tukaj za eno zgodbo, ampak ta zgodba tudi ni edina. Imamo kar več teh projektov, no in mogoče kakšno besedo o tem tudi nadaljevanju, toliko da neko uvodno sliko ustvarimo, zakaj v tem kontekstu gre.
Se pravi, od leta 2011 in za dobo 10 let do leta 2020 je vlada sprejela strategijo, načrt razvoja raziskovalne infrastrukture, ki opredeljuje prioritetne mednarodne projekte v tem kontekstu in pa okvirna nacionalna prednostna področja, na katera bi bilo potrebno z vidika doseganja kritične mase in znanstvene odličnosti v Sloveniji prioritetno razvijati raziskovalno infrastrukturo. Torej, to je en del zgodbe, priprava strategije in jaz mislim, da lahko to označimo kot uspeh sodelovanja, tako na eni strani državne administracije, če rečemo, skupnim imenovalcem in stroke na drugi strani. Pa naj se gre v primeru priprave tega, kot tudi potem v primeru implementacije tega načrta. Konec prejšnjega leta smo sprejeli tudi revizijo tega načrta, ki predstavlja nek pregled, kaj smo uspeli narediti in predstavlja tudi dopolnitev. Skratka, gre za razširitev nabora projektov. Vse lahko rečemo, da smo v teh prvih 5 letih, 5-6 letih, glede na to, da se je praktično načrt začel ravno v času, ko se je konjunktura obrnila v recesijo, kar seveda je ključnega pomena tudi v tej zgodbi, torej ta finančna plat, da smo kljub temu uspeli realizirati, bi rekli, relativno veliko ali pa celo zelo veliko stvari. Čisto, če gledamo samo z vidika recimo mednarodnih projektov, smo imeli na prvotnem seznamu 15 imen. Gre za projekte, ki so bili večinoma identificirani v evropskem okviru z standardi in kriteriji, ki so bili potrebni, da so bili vključeni v tako imenovani roadmap Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture, ESFRI. In torej od 15 imen, ki smo jih imeli na tem mednarodnem seznamu, smo se do danes, lahko rečemo, uspeli vključiti že v 12. Pa smo praktično na pol poti časovno, dobre pol poti. V nadaljevanju smo k tem projektom dodali še 6 novih, pa še 2 projekta, ki sta nekako na rezervni listi. No, zdaj, če iz te, recimo, statistike pogledamo še drugo plat medalje, to je finančni vidik. Sami veste, sploh tisti, ki ste iz raziskovalne sfere, da je bilo zadnje obdobje, kar se tiče raziskovalne infrastrukture in opreme, dokaj težko. Povezano z vsemi posledicami torej recesije in zmanjševanja sredstev na tem področju, ampak kljub temu, seveda, cilj ni samo vključitev v raziskovalno infrastrukturo, cilj je tudi neko polno delovanje v okviru te raziskovalne infrastrukture in tudi izgradnja predvidenih zmogljivosti na nacionalni ravni in doseganje mednarodnih standardov. Včasih se zdi, kot da so se sredstva samo zmanjševala in se pozablja, da se pa vendarle kljub temu vlagalo v neke obstoječe sheme in da se je vlagalo v članarine, ki so tudi pomemben del v tem sklopu, in da se je vlagalo tudi v nacionalno infrastrukturo, če ne mogoče na prvi pogled, pa
ali mogoče z določenih vidikov, pa številke kažejo drugače, saj smo kar nekaj sredstev vložili tudi iz kohezijskega področja. Tako lahko čisto se pravi, številkami ugotavljamo, seveda, da so se nekateri vidiki financiranja zniževali, ampak da smo vendarle v letih od 11 pa do 15, kolikor smo podatke pregledali, ker v 16 še nismo imeli končnih podatkov, ko smo to revizijo pripravljali, vložili slabih 100 milijonov v opremo in raziskovalno infrastrukturo na nacionalni in seveda za potrebe mednarodne ravni. Kar seveda summa summarum le nekaj pomeni, ne, kljub zavedanju, da so stvari marsikje tudi kritične. No, zdaj, če pa preidemo nekoliko na ožje področje, v okviru našega načrta imamo 6 vsebinskih stebrov. Tukaj zopet sledimo tem mednarodnim standardom v okviru ESFRI in sicer imamo tako imenovane družbene in kulturne inovacije ali rečemo mednarodne infrastrukturne projekte na področju humanistike in družboslovja. Potem imamo materijale, analitične zmogljivosti, naravoslovne znanosti in inženiring, to bi lahko skupaj poenostavljeno rekli fizikalne znanosti, materijali, pa tudi znanosti, ki se tičejo vesolja oziroma astronomije. Kot tretji steber so okoljske znanosti. Tukaj je zadeva relativno enostavna, nimamo kakšnih drugih podskupin. Potem imamo še en steber, ki se mu reče e-infrastruktura, ki pa se v zadnjih letih pospešeno razvija, saj e-infrastruktura praktično ni samo eden od vsebinskih stebrov, ampak postaja neke vrste horizontalna podlaga vseh raziskovalnih infrastruktur in se bo to v prihodnosti obravnavalo na drugačen način kot te klasične vsebine. No, in na koncu prihajamo do našega današnjega področja, ki spada v okvir zdravja in hrane, se pravi, ne gre samo za biomedicinski del, ampak gre tudi za področje hrane oziroma biologije, sistemske biologije. No in v okviru tega področja smo imeli v prvem tem začetnem roadmapu 2 projekta in sicer poleg EATRIS-a tudi Elixir in v oba smo se torej do te revizije uspeli uspešno vključiti. Za prihodnost pa se to področje še nadalje širi in sicer imamo v načrtu še 3 projekte z tega področja polmedicinskega in še en projekt z področja hrane. Zdaj, mogoče jih samo za ilustracijo omenim, ne bi pa šel v detajle, kaj pomeni. Bova mogoče to pustila za naslednjič, ker moram zdaj besedo ta doktor Bosmer, ki mi je že prej opozoril, da bo mogoče prej moral oditi. To me seže naprej. Pa ne bi rada, da bi ostali brez refleksije, kako se strategija službe vlade za razvoj, za kohezijsko politiko prepleta mogoče z infrastrukturami, ki jih ministrstvo v svojem planu vidi. Imate kakšen korespondenco na tem področju ali se nove strategije, pametne specializacije razvijajo koherentno s temi infrastrukturami, ki jih že država podpira, ali dobivajo drugačne pristope? Hvala lepa, lep pozdrav vsem, sem redko v takšni ekskluzivni družbi. Najprej bi popravil to, da gre za strategijo službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Gre za strategijo te države, upam, upam, da gre za strategijo predvsem deležnikov, katerih bo v pretežni meri odvisno, ali bo kaj od nje ali ne. Druga stvar, a smo imeli kaj zraven, seveda, preden so dali vlado, smo jim blokirali, smo dali negativno mnenje, gospod dr. Kralj je bil navdušen,
Zato, ker smo hoteli imeti močnejšo ali pa še bolj jasno razvidno navezavo na prioritete pametne specializacije. Zakaj? Ker če se gremo v tej državi, smo rekli, kaj so naše prioritete, bolj za božjo voljo moramo tudi tem temu dati prioritete. To je, so določeni drugi, tudi metodološki kontekstualne razlike, tako da nismo pretirano se na to naslanjali. Ampak jaz bi se ene par mogoče drugih komentarjev dal tudi v vidu krasne predstavitve, ki smo jo poslušali prej. In sicer bi kar mogoče, kaj na področju farmacije, in sploh medicine, ki je nesporno zdaj tudi uradno prioriteta te države. Ključna beseda, prva, ki izhaja po mojem iz strategije pametne specializacije, je vprašanje kadrov. In bi tudi zato rad povedal, da glede na dva nosilna podjetja, ki ste tukaj, eden izmed ciljev pametne specializacije, ki bi vas rad oboje prepričali, cilj je, da povežemo farmacevtsko industrijo pri razvoju kadrov. Ne samo zato, da bo lek lahko ne ostal samo, ampak naprej investiral, ne samo, da bo Krka ostala in naprej investirala, zaradi tega, ker bo to za oba cenejše, ampak zaradi tega, ker je to dobro tudi za vse ostalo. Zaradi tega, ker preko tega razvoja okolja na področju razvoja kadrov lahko pridemo do situacije, kjer je to zelo ugodno okolje, ne samo torej za te dve podjetji, pa tudi za ostala, verjetno srednja in majhna podjetja, pod predpostavko, da verjetno ta bazen kadra, ki ga imamo, niti ne dopušča vstopa večjega novega igralca. In to se mi zdi ena izmed glavnih stvari, ki se bomo še naprej prizadevali. Konkretno je to preko načina financiranja za kompetenčne centre za razvoj kadrov. Ta razpis je trenutno v ocenjevanju. Kolikor razumem, trenutno še ni do tega preboja prišlo. Bi pa pozval, mislim, da tukaj obstajajo zelo prepričljivi argumenti, zakaj to smiselno delati skupaj. To je enostavno, po mojem, enačba, ki sliši na ime, da dobijo vsi, obe veliki podjetji, vsi ostali in posledično kot država. Ne vem, koliko imamo časa, komentiraš še kaj ostalega? Bomo mogoče šli krog, pa potem... Tako, hočem biti korekten. Hvala lepa. Ja, kar bi jaz dala besedo zdaj direktorju raziskovalne agencije, dr. Gjörkešu. Mi vidimo povezovanje in vlaganja v specifične področje, tudi če želite specializirano zdaj kot eno od prioritet enega dela vlade. Kako se agencija lahko odziva na to strategijo države ali vlade, oziroma kje vi vidite možnosti dodatne vlaganja na to področje? Prej smo že večkrat omenili, da z bazičnimi raziskavami in infrastrukturo mora akademski prostor vzdrževati kondicijo, da se lahko odziva na potrebe aplikativnih projektov in aplikativnih projektov potrebe industrije. Hvala lepa, hvala za povabilo. Tudi jaz se zahvaljujem za uvodni predavanji. Istočnic je bilo mnogo, ena izmed najbolj pomembnih in konkretnih zame. Predavanje gospoda Urlepa je bila ta interdisciplinarnost, torej novo pojmovanje interdisciplinarnosti. Mislim, da dosegamo na tem področju razsežnosti, ki jih doslej še ni bilo. Torej, potrebujemo odlične posamezne vede in področja, ki se potem med seboj povezujejo. Ampak predpogoj je seveda ta odličnost na lastnem področju. No in k temu želimo stremeti tudi na agencije. Seveda smo pri tem omejeni z razpoložljivimi sredstvi, ampak dajemo pobudo že dalj časa tudi preko Sveta za znanost in tehnologijo in ministrstva, zato da bi se oblikovale raziskovalne prioritete. Podobno kot je pri strategiji pametne specializacije, verjetno ne bi bilo pametno, da uporabimo iste prioritete, ker na področju temeljnih raziskav so seveda sorodne, vendar ne popolnoma enake. Je pa veliko prekrivanje in je to lahko stvar debate, ampak dejansko moram takoj postaviti realno sliko. Obstoječa sredstva, ki jih Republika Slovenija namenja znanosti, zadoščajo za to, da dejansko skrbimo za pasovno kondicijo, kot ste omenili sami, posameznih področij. To pomeni, da preko projektov financiramo vseh 72 področij, da imamo jih preveč. Po Frascatiju jih je samo 40 in čaka nas zahteven korak prehoda na manjše število področij. Ampak gibljamo se znotraj 6 ved in dokaj enakomernega financiranja preko kapacitet posameznih področij.
Danes je bila na sestanku, s katerega prihajam, to je predstavitvi koncepta novega zakona, veliko debat o tem, na kakšen način zagotoviti pasovno financiranje tudi mimo teh programov, kot jih imamo sedaj na ARRS-ju. Torej, institucionalni del financiranja, predvsem za javne raziskovalne zavode, ampak nikakor ne bi pozabil na univerze, je ključnega pomena. To je tisti stabilni del, ki mora biti večji, kot je sedaj. Potem lahko govorimo šele o programih, ki so pa že seveda vsebinski element. Mi v tujini sicer predstavljamo programe kot v angleščini core funding, kot stabilen del financiranja, ampak na nek način so izpostavljeni kritikam, češ koliko programov se je pa ukinilo, po drugi strani pa so izpostavljeni kritikam zaradi tega, da ne zadoščajo za stabilni del financiranja. No, ampak vračam se k temu, da vsekakor pri financiranju znanosti, ne glede na področje, o katerem govorimo, bi se morali približevati ciljem raziskovalne inovacijske strategije do leta 2020. Resnično nam ne preostane bistveno drugega. Javna agencija za raziskovalno dejavnost pa je tukaj zato, da poskrbi za kakovostno razdelitev teh sredstev, transparentno razdelitev teh sredstev in se pri tem povezuje z ministrstvom, pristojnim in z drugimi deležniki v okviru vlade in se usklajuje glede prioritet. Hvala lepa. Mogoče naslednja beseda direktorice Slovenskega inovacijskega stičišča na isto temo, se pravi strukturiranje okolja raziskovalnega v naslednjih 5 letih, novosti, pričakovanja akademske sfere. Dobar dan vsem, lep pozdrav. V Slovenskem inovacijskem stičišču smo ugotavljamo, da je Slovenija zelo razdrobljena. To je tako, vsi veste, saj na področju inovacij, recimo imamo čez 130 inštitucij, se ukvarjajo z inovacijami. In naše glavno poslanstvo je dejansko povezovanje teh kapacitet in gojiti znanstveno, poslovno in tehnološko odličnost. Če ne bomo odlični, potem tudi v svetu ne bomo ničesar dosegli. Če se ne bomo združili, združevali naših sil, naših znanj, nam se tudi dobro napiše. Slovenija je za četrt velemesta. Imamo pa dejansko vse razdrobljeno. Tako da tale priložnost, ki smo jo dobili kot koordinatorji SRIP-a Zdravje medicina, vidimo kot eno od možnih vzvodov, da dejansko povežemo sile, da povežemo znanja in tehnologije, ki bi pomagale podjetjem, malim in srednjim podjetjem, tudi te veliki, mislim, da nas prav grozno ne rabijo, ker oni imajo strategijo in imajo tudi resurse. Mala in srednja podjetja pa lahko doprinesejo tudi velikim in pa s njim lahko pomagamo s tem, da združujemo sile, da hitreje pridejo na trg z boljšimi izdelki, predvsem pa lahko malo zagotavljamo, da se ta interdisciplinarnost dejansko udejani. Veliko je novih teh podpornih tehnologij, novih materialov, povsod se te horizontalne znanja so potrebna povsod. Ko smo že v predtem predavanju videli, se diversificirajo. Dejansko je treba tukaj skupaj stopiti. In mislim, da nam uspeh ne bo izostal, ker je v strategiji pametne specializacije, ki je nastala bottom-up, to se pravi, nastala je iz potreb deležnikov. Deležniki so povedali, kaj je tisto in zdaj še skupaj ugotavljamo na delavnicah, kaj je tisto, kar vidimo, da bi lahko nas potegnilo ven, da bi lahko Slovenija konkurenčno nastopala na svetovnih trgih. Tako da tudi dolgoročno mislim, da je to bilo dobro sestavljeno in da lahko tukaj res nekaj dosežemo. Kljub različnim prejšnjim poskusom, verjamemo, da ker to prihaja iz področja tudi gospodarske sfere, ne samo akademske, ker skupaj ugotavljamo, kaj je tisto, kjer smo močni, nam na to tudi zagotavlja dolgoročni uspeh. Hvala. Bi zaprosila dr. Rotarja, da mogoče pokomentira slišano. Se mi zdi, da nova okolja, ki se oblikujejo, strategija in Slovensko inovacijsko stičišče doprinašajo k boljšemu kontaktu z akademsko sfero. Vidite to potrebo ali kako vidite to okolje, ki je bilo potrebno tudi za vaš boljši razvoj, oziroma za boljše sodelovanje med akademijo in industrijo?
Hvala za besedo. Sem se že bal, da ne bo bilo več kaj povedati. Dva predhodnika sta začela temo, pa je na srečo nista razdelala. Ker v ostalih bolj abstraktnih stvareh javne sfere se zelo slabo znajdem in bi jo težko meritorično komentiral. Vsekakor bi pa zelo rad poudaril pomen kadra. Kader in kvaliteta kadra je dejansko osnova uspeha majhnih, srednjih, velikih podjetij. Jaz lahko pač govorim za podjetje, za katerega delam in bi najprej rad poudaril, da v skladu z naslovom, kaj je prispevek, prispevek fakultete za farmacijo pa akademske sfere, je tisti temeljni ključni in začetni je kader, je kvaliteta kadra. Mislim, da sem večkrat dolžan počrtati, ker smo se mi vsi skupaj tako navadili na to, da tega ne poudarjamo, pa moramo poudariti, da je kurikulum Ljubljanske fakultete za farmacijo je izrazito napreden v primerjavi z konkurenčnimi inštitucijami po Evropi. Študiji farmacije okoli po Evropi so, zdaj upam, da me ne boste njim zašpecali, ampak so podrazviti v primerjavi z Ljubljanskim. In zaradi tega, kot rečeno, je nujno razvoj kurikuluma, nadaljevati v tej smeri, ga podpirati, ga vsi podpiramo in na ta način zagotavljati za kakršnekoli organizacijske oblike, strategije, specializacije ali pa generalizacije podlago. Ker brez kvalitetnega kadra to ne bo. Zdaj, kaj pa to konkretno pomeni? Katerakoli od razvojnih smeri, v posamezno podjetje ali pa ustanova ali pa kdorkoli izbralo, ta osnovna znanja, ki bojo ostala, ne glede na to, da zdaj poslušamo, da bomo nekih 5 poklicov zamenjali, jaz mislim, da bomo 5 poklicov zamenjali, da se bo pa 5krat okolje spremenilo, so, in to bi rad počrtal, farmacevtska kemija, farmacevtska tehnologija z oblikovanjem zdravil, potem pa vrednotenje zdravil, za biofarmacija, celotno širše področje biofarmacije in analize zdravil. Brez teh 4 področij, ne da bi ta področja bila zastopana v kakršnih koli strateških ali pa operativnih načrtih, ni prihodnosti. In se moramo vsi zavedati, ne glede na to, kakšno vplivo bomo potem naprej izbrali. V tem smislu je potem seveda gradient raziskovalnega dela od bazičnega predkonkurenčnih raziskav do raziskovalnega razvojnega dela, je pač pol ena zelo odgovorna naloga, ki jo imate v akademski sferi pred seboj. Kritična masa v Sloveniji je relativno omejena. Jaz ne pravim, da se v četrtini velemesta ne da postaviti 2 velikih in uspešnih svetovnih igralcev, kot sta Lek pa Krka, tako da s tem se ne smemo omejevati. Obstaja pa neka elementarna matematika, da ne moreš pa vždovati 20 področij. Tako da tukaj pač seveda apeliram na akademsko sfero, v industriji smo pa več kot pripravljeni kako sodelovati, ker smo nenazadnje tudi demonstrirali skozi in demonstriramo vsakodnevno skozi podporo tako študijo oziroma študijski smeri industrijske farmacije, kako vsem ostalim dejavnostim, od zagotavljanja kakovostnega kadra iz sekundarnega izobraževanja. Nobeni od teh front ne smemo zastati. To pomeni kader, kvaliteta kadra, vzdrževanje tega kurikuluma, ki ga imamo, nam bo omogočila fleksibilnost, da bomo na teh področjih, ki jih je spoštovani kolega Urlep, čimer bi jaz imel samo eno pripombo, da vsi tisti, ki ste iskali svojo vlogo v teh velikih številkah, ne morate vedeti, da čisto vsi pokazatelji so bili finančni. Noben ni bil fizični. Noben. To je potem glede na to, da je razmerje cen med generičnimi pa nekaterimi najdražjimi biološkimi originalnimi zdravili 1 proti 100 tisoč ali pa 1 proti 50 tisoč. Slika, ker se tiče fizičnega obsega, lahko dokaj obrne, čisto za vsakega bo
v smislu tudi trendov, ki jih je kolega Urlep izpostavil, to se pravi potreb po dostopnosti zdravil, po regionalizaciji farmacevtskega trga, ne bi rekel specializaciji, ker je ne bo, ampak po generalizaciji, da spet nazaj vodi na to, da potrebujemo zelo univerzalen kader. Jaz se moram spomniti, pa ne zato, ker spoštovanega profesorja Kozjeka tukaj vidim, kaj nam je povedal na zadnjem predavanju, se mogoče se celo tega ne spomnim. Zdaj so oba že v tisti starosti nad 50 populacijo, da če boš hotel biti konkurenčen v tako interdisciplinarni stroki, ker je farmacija, boš mogel v vsakem področju vedeti nekaj. Ampak povedali ste nam, na enem področju boste morali biti pa vrhunski. In zdaj je pred stroko, pred akademsko sfero, pred industrijo, pa predvsem ostalim, kot pravim, temu podpornim okoljem, je ena faza zelo odgovornega odločanja, na katera področja znanosti, raziskav in razvoja se ima smisel usmeriti. Industrija to zelo dobro ve. Krka naredi 15 milijard tablet ali pa doz na leto. To pomeni za vsakega zemljana 2. Če vzamemo regionalni trg, ker mi ne služimo celotnemu trgu, pomeni, da tretiramo verjetno na leto gotovo nekaj 10 milijonov pacientov. Se je več kot pol milijona pacientov šlo čez naše klinične študije. Mi presneto dobro vemo, kaj trg potrebuje, mi vemo, kaj bo potrebuje leta 20, kaj bo potrebuje leta 25. In lahko prispevamo k razvoju tega okolja, akademskega, raziskovalnega s tem, da pomagamo pač kot svetilnik vseh trgov, ne samo domačega, ki je relativno omejen, ker predstavlja v Krki manj kot 5% prodaje. In 95% teh signalov dobivamo mi iz evropskih, azijskih in drugih trgov. In to je naš prispevek, zdaj smo pa krog zaprti, da bomo ta prav kader, prav kvalitetni, pravočasno in v pravi smeri izobraževali. Tukaj je ključna vloga fakultete za farmacijo, sem mi ostali mnogo proti domali. Hvala, malo sem bil daljši, ampak sem se malo, da ste tudi drugi povedali. Zdaj bi prosila, da kar predate mikrofon direktorju Kemijskega inštituta, ki bi mogoče nadaljevala na temo interdisciplinarnosti, povezljivosti, sinergij, ki jih lahko iščemo in načinov, kako bi jih našli več v čim krajšem času, da bomo sposobni dober kader, tako na pedagoškem, kot na raziskovalnem segmentu izobraževati za potrebe seveda tudi industrije, predvsem pa tudi za naš lastni. Kemijski inštitut je zelo dobro vpet v to lokalno in seveda tudi evropsko okolje. Mi zelo dobro sodelujemo z Univerzo v Ljubljani, z drugimi univerzami in seveda tudi z obema farmacevtskimi podjetji. To sodelovanje se zdaj ne že v desetletjih. Izjemno dobro se poznamo, lahko rečem eni drugega. Vemo, kakšne so potrebe farmacevtske industrije, pa mislimo se, da vemo. In hkrati farmacevtska industrija dobro pozna, kaj mi lahko ponudimo kot akademska inštitucija. Treba je povedati, da ne samo za naš inštitut, ampak tudi za ostale akademske inštitucije v Sloveniji predstavlja trenuten način financiranja, trenutna vlaganja v znanost velik izziv. Zato, ker farmacevtski podjetji sta globalna igralca. Izjemno hitro gre razvoj farmacevtske industrije, kot smo tukaj videli. In če hočemo mi zdaj z njimi v korak stopati, moramo seveda biti dobro opremljeni, moramo imeti dobre kadre, moramo imeti znanja, ki jih lahko uporabijo pri svojem nadaljnjem razvoju. Ker če tega mi ne bomo zmogli tukaj v Sloveniji, bodo potem našli zlahka ekspertizo, ki je drugje, izven Slovenije. Tako da tukaj je zagotovo tudi vloga našega inštituta pri zagotavljanju take podpore, pri povezovanju vseh teh lokalnih igralcev na trgu. Soočamo se z konkretnimi izzivi pri nudenju podpore recimo farmacevtski industriji na določenih področjih. In zagotovo bomo pri tem seveda tudi še naprej
na tak način delali in poskušali biti zanesljiv in ustrezen partner. Če se lahko pri opremi pa pri kadrih, to smo izpostavili danes že dvakrat, ne. Jaz mislim, da bi tukaj država, ne, glede na pomembnost te panoge, ne, mogla bolj načrtno vlagati, ne, konkretno na teh dveh področjih. Ne. Še posebej zato, ker v absolutnih zneskih ne, taka vlaganja z državo ne bi smela biti nikakršen problem. Ne. Kaj ste mislili? Ne? Fino je, če se vključujemo v evropske infrastrukture. No, to vsaka res pohvala, ne, ministrstvu, da je dalo nek zagon temu, da imamo znanstveniki dostop, ne, do evropske infrastrukture, to je pomembno, to je potrebno in še na kakšnih drugih področjih bi se mogli priključiti zraven. Ne. Ampak ravno tako je pa pomembno, da mi na mestu samem razvijamo nacionalno infrastrukturo, ne, da razvijamo nacionalne centre. Ne. Mi imamo en tak center Celik, ne, ki nudi ne, podporo ne, v regionalnem smislu, ne, ampak mi ne moramo sami tega razvijati. Ne. Vlaganja v to opremo so milijone ali pa še več, ne, 10 milijonov ali več. Ne. To inštitucija sama ne zmore. Ne. Tukaj bo potrebno nek razmislek, kako nek nov zagon v to opremljanje akademskih inštitucij in ustreznih infrastruktur zagotoviti. Ne. Zagotovo, jaz mislim, da je to bi moralo biti ena od prioritet, sploh zato, ker je bilo to podhranjeno področje. Ne. Če dam samo en primer, recimo Češka, ne, je v en sam center vložila 2 letna proračuna naše javne agencije. Ne. In v nekaj letih so izgradili tako infrastrukturo, ki zdaj omogoča razvoj tiste regije in še izjemno dobro sodelovanje z različnimi raziskovalci po vsem svetu. To je eno od področij, na katero bomo mogli paziti, drugo so pa seveda kadri. Tudi pri kadrih se soočamo mi, akademske inštitucije, s tem, da je vedno več mladih odhajajo v tujino. Ne. Mi moramo okolja navesti dovolj zanimiva za njih. Ne. In že spet soočamo se, ne, tudi tukaj s problemi financiranja. Ne. Že spet to v teh številkah, to niso velike številke, ne, ampak za nas pa recimo pomeni za kemijske inštitucije v nekaj letih več kot prepolovilo število mladih doktorjev znanosti, ki jih lahko mi zdaj izobražujemo v svojih laboratorijih. Ne. Mi smo pomemben bazen kadrov za farmacevtsko industrijo, ne, in tukaj mislim, da bomo mogli narediti en razmislek kako naprej. Ne. Mi to poskušamo rešiti na različne načine, tako da mlade doktorje angažiramo v evropskih projektih, z industrijskih sodelovanj, ki jih imamo. Ne. Tudi sami smo razpisali zdaj eno štipendijo, ne, in poskušamo na ta način to vrzel zapolniti. Ker zna se zgodi, da bo čez nekaj let, ne, ko bo zdaj ta minimum, ko bodo končvali te ljudje, ne, da ne bo enostavno več kadra v Sloveniji, ne, primernega za angažma potem tudi v farmacevtski industriji. Hvala lepa. Jaz bi prosila mogoče magistra Urlepa, da reflektira na dosedanje izvajanje, oziroma če ima samo kako pobudo glede izobraževanja kadrov in povezovanja z akademsko sfero. Hvala. No, kot so že moji predhodniki nakazali, gre za izjemno pomembno področje in moram reči, ker sem pač vpet v delovanje številnih delodajalskih in menedžerskih organizacij, pogosto naletim na pritoževanje mojih stanovskih kolegov, kako slovenski izobraževalni sistem, predvsem univerzitetni, ne daje ustrezno usposobljenih kadrov. Pri tem kolegi pogosto pozabljajo, da to ni recimo enostranski ali pa enosmerni proces. In ko jim malo razložim, kako se mi tega lotevamo, potem seveda ugotavljajo, da obstaja precej prostora za izboljšave. Namreč, če nisi aktiven pri sooblikovanju študijskih programov, kot je že kolega Rotar povedal, in mi smo, ves čas sodelujemo ne samo s farmacevtsko fakulteto, ampak tudi z drugimi, ki so za nas pomembne. Pri sooblikovanju kurikuluma in programov sodelujemo pri izvajanju teh programov, bodi si tako, da naši strokovnjaki sodelujejo v pedagoškem in pa raziskovalnem procesu, bodi si tako, da mi omogočamo študentom, da del svojega študijskega procesa opravijo v našem okolju.
in nadgrajujemo te oblike seveda potem še kasneje v doktorskih programih, kjer posamezniki neposredno delajo na konkretnih projektih, ki jih vodimo mi in na ta način pridobivajo tista specifična znanja, ki jih sam študijski proces ne more dati. Zdaj, tisto, kar je zelo pomembno, je, da seveda na te trende, ki sem jih pokazal in ki kažejo potrebo po še bolj interdisciplinarnem pristopu, da se akademsko slovensko okolje še bolje povezuje tudi v mednarodnem prostoru, ker danes, če pogledamo že propozicije raznih razpisov, kjer lahko pridobimo sredstva iz evropskih virov, bodi se, da je to obzorje 2020 ali katerikoli drugi program, zahtevajo pravzaprav formiranje mednarodnih konzorcijev kot predpogoj, da sploh lahko nastopiš. In tukaj je ta vpetost in to povezovanje še bolj pomembno, poleg tega, da seveda omogoča dostop do vseh tistih specifičnih znanj, ki jih morda v slovenskem okolju dejansko nimamo, ali pa bi trajalo predolgo, da bi jih razvili sami. Tako da, če se še enkrat vrnem k tisti, v bistvu pravzaprav predzadnji prosojnici, sodelovanje med različnimi deležniki, ne samo v lokalnem, nacionalnem okolju, ampak v širšem, regionalnem okolju postaja vse pomembnejše za dostop in razvoj ustreznih kadrov, ki bodo ključ konkurenčnosti naše industrije. Hvala lepa. Mislim, da to zelo lepo nas povede nazaj do tistega, kar je dr. Kralj govoril o vključevanju v evropske infrastrukture. Jaz bi tukaj res želela poudariti, da to se nam odpirajo vrata, seveda bo odvisno od nas, kako bomo dobro to izkoristili. Dala bi besedo še našemu dekanu, da pove stališče fakultete oziroma naše poglede na tematiko sodelovanja z industrijo oziroma splošno. Lepo je slišati pohvalne besede o našem študijskem programu. Seveda to ni zato, ker bi se samo na fakulteti usedli skupaj pa nekaj izmislili, ampak zato, ker zelo dobro sodelujemo v vseh fazah procesa oblikovanja študijskih programov že leta, da ne rečem desetletja. Seveda, študij farmacije je reguliran z evropsko direktivo, ki predstavlja tiste minimalne kriterije. Ampak menda nam je vsem jasno, da v naši državi, še posebno gospodarski sektor, ne bi imel nič od farmacevtov, če bi naš študijski program izpolnjeval zgolj minimalne kriterije, ki jih evropska direktiva postavlja kot osnovo za študij. Pri nas se zahteva bistveno več, se zahteva poglobljena znanja, široka znanja, tisto, kar smo že slišali od predhodnikov. In seveda, za kaj takega potrebuje fakulteta tudi ustrezne pogoje, tako v kadrih. Kot vidite, se ves čas vrtimo, kaj je prej, kaj je kasnej, v bistvu drugega podpiramo. Všeč mi je ta dialog ravno zato, ker ne postavlja nas na različne bregove, ampak pravzaprav smo skupaj. In če se postavimo na pravo pot, potem to kroženje ne bo pomenilo lovljenja lastnega repa, ampak bo pomenilo spiralen razvoj navzgor. Vstopi do mednarodne infrastrukture so zelo pomembni, ampak kot sem že omenil, tja pridemo samo, če smo tudi sami odlični. To ni samo to, da se plača članarino, pa si tam noter. To je možno samo, če imamo domačo znanost zadosti močno, da smo zanimivi tudi za tuje partnerje, zato so to odprta vrata. Hkrati je pa pomembno, da tisto lastno, osnovno znanost lahko širimo in ustvarjamo tudi doma. In tukaj moram povedati nekaj podatkov strani fakultete, kako mi to čutimo, nekaj sem že nakazal prej. Proračunska sredstva, ki jih dobivamo za ta program, tisti minimalen, oziroma taka, kakšnega mi hočemo, so kakršna so.
Zakonsko predpisana sredstva za delo, za stroške dela, predstavljajo že več kot 75%. Se pravi, mi lahko razpolagamo zgolj s tisto razliko in ta se dejansko po zahtevnosti manjša. Pustimo zdaj, a se nominalno malček veča, ker se nam, kot smo videli, zaradi izzivov razvoja na področju farmacije zahteve povečujejo, se dejansko ta vrednost manjša. Po drugi strani, v lanskem letu smo za nakupe opreme porabili 25% sredstev iz trga, čeprav je v celotnem dohodku trg samo 9% naših prihodkov. To pomeni, da mi pravzaprav s tržnimi aktivnostmi podpiramo tudi tisto, kar se od nas pričakuje v okviru nacionalnega programa, se pravi, da izšolamo in izobrazimo tako dobre kadre, da bodo lahko podprli vrhunsko industrijo. Seveda, na tej lokaciji razvoja v podporo, tako kot se danes pogovarjamo, ne vidimo. Prostori so lepi, ali jih je premalo in infrastrukturno ne morejo podpreti zahtevne opreme, ki jo mi potrebujemo, zato da bi lahko vrhunske kadre izšolali in ki bi potem ta zagon naokrog ponovno naredili.